Hvala za besedo, hvala za predstavitev. Ja, točno to. Jaz sem tu zato, da vam predstavim spletne pokojninske kalkulatorje. To sta rešitve, ki jih Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje razvija v projektu Moje delo, moja pokojnina, kjer kot partner Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In če se navežem na moji prejšnji dve govornici, čemu je pravzaprav namenjeno, čemu bodo namenjeni ti kalkulatorji, ki jih Zavod razvija. Točno temu, da bo lahko oseba pridobila informacijo o pričakovani višini pokojnine prej, kot šele takrat, ko bo podala zahtevo za informativni izračun višine pokojnine pri našem zavodu. In točno to je namen teh dveh rešitev. Rešitvi bosta dve, in sicer ena bo splošni informativni pokojninski kalkulator in druga bo osebni informativni pokojninski kalkulator. In naj za začetek predstavim oziroma začnemo kar pri splošnem informativnem pokojninskem kalkulatorju. To bo elektronska storitev zavoda, ki bo omogočala izvedbo informativnega izračuna predvidenega datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine po veljavnem zakonu, odstotka odmere pokojnine ter višine pokojnine. To pomeni, oseba bo lahko enostavno, hitro dostopala do teh informacij brez registracije v informacijskem sistemu zavoda. Storitev bo dostopna na spletni strani zavoda in potekala bo pa pravzaprav tako, da bo oseba vodena skozi en tak enostaven postopek pridobitve informacije, kjer ne bo vse na enem zahtevano od nje vse naenkrat, ampak bo postopoma najprej bo vnesla na primer osnovne podatke, svoje osebne podatke o datumu rojstva in spolu, potem o vstopu v obvezno zavarovanje, o dopolnjeni pokojninski dobi, lahko bo vnesla tudi osebne okoliščine, ki lahko vplivajo na pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma na višino pokojnine, to so otroci, vojska in vključitev v obvezno zavarovanje pred dopolnjenim 18 letom starosti, in v zadnjem koraku bo lahko vnesla še neko ocenjen znesek oziroma pač ti znesek, za katerega ga bo vnesla višino svoje bruto povprečne plače, in na podlagi tega bo izveden izračun. Seveda splošni spletni kalkulator pomeni, glede na to, da ni prijave v informacijski sistem zavoda, da bo to pravzaprav simulacija. To pomeni, oseba bo lahko vnesla kakršnekoli podatke za kakršnokoli datum rojstva, katerikoli spol, kakršnokoli dopolnjeno pokojninsko dobo in tudi kakršnokoli višino osnove, in bo izračun narejen. Medtem ko osebni pokojninski kalkulator bo pa seveda bistveno drugačen od tega. Osebni pokojninski kalkulator bo temeljil na osebnih podatkih te osebe, ki jo zavod vodi v svojih evidencah. Dostop do storitve bo mogoč preko spletne strani zavoda z uporabo sistema za varno elektronsko poslovanje Moj e-spis. Tule sem dodala tudi tole QR kodo, tako da Moj e-spis je že obstoječa storitev, ki jo omogoča naš zavod, bo pa seveda dopolnjena z tema dvema spletnima storitvama, splošni in osebni pokojninski kalkulator. Za dostop do osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja bo potrebna registracija s kvalificiranim digitalnim potrdilom, storitev pa bo mogoče uporabljati tudi spletno storitev SIPAS. Seveda zato, da bo oseba, poleg tega, da bo dostopala z digitalnim potrdilom, bo oseba morala izpolnjevati tudi določene pogoje, zato da bo sploh lahko izvedla informativni izračun. En predpogoj je seveda ta, da oseba mora biti sploh živa, zato da lahko izvede izračun, ampak to je bolj vezano na samo veljavnost digitalnega potrdila. Poleg tega je pa seveda so pogoji tudi sledeči. Oseba je morala v enem obdobju vsaj biti oziroma je trenutno tudi še vključena v obvezno zavarovanje, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji. Oseba, ki nikdar ni bila vključena v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji, seveda ne more izvajati informativnega izračuna v osebnem pokojninskem kalkulatorju. Poleg tega imamo pa še en dodaten pogoj, in sicer oseba ni oziroma ni bila uživalec starostne, predčasne oziroma invalidske pokojnine.
To pa iz preprostega razloga, ker se včasih lahko na podlagi ugotovitev, ki se jih potem v postopku uveljavljanja pravice ugotavlja, podatki razlikujejo. In iz tega razloga potem tisti ljudje, ki so že uživalci pokojnin, ne bodo mogli pridobiti informacije v osebnem pokojninskem kalkulatorju. Naslednja omejitev, ki pa je tudi logična posledica tega, da se vsak mora prijaviti z digitalnim potrdilom, je pa ta, da oseba lahko izračun izvaja le v lastnem imenu. To pomeni, za osebo ne more nekdo s pooblastilom izvajati izračuna zanjo, ampak ga vedno lahko izvede samo ta oseba v svojem lastnem imenu zase. Drugi pogoj oziroma okoliščine, s katerimi je treba računati, so pa to, da bo izračun opravljen na podlagi tistih osebnih podatkov, s katerimi zavod v trenutku, ko bo oseba izvajala izračun, razpolaga. Bo pa po drugi strani lahko oseba, ki bo ugotovila, naprimer, tule mi pa manjka eno obdobje zavarovanja, ali pa tule so pa prijave pa odjave, ali pa kakorkoli niso pravilne, lahko odreagirala že v tem trenutku in zahtevala tudi ureditev podatkov v matični evidenci zavarovancev in s tem bo spremljala, ali kdaj je bil podatek popravljen, če so vsi podatki pravilni, lahko bo preverjala pravzaprav tudi ne samo obdobje, tudi višino osnov in podobno. V vsakem primeru, ne glede na vse, bo izračun informativne narave in seveda ga ne bo mogoče uveljaviti v postopkih uveljavljanja in varstva pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Poleg samega izračuna, oziroma tako, v osebnem informativnem pokojninskem kalkulatorju bo oseba takoj, ko bo vstopila v to storitev, ji bo na voljo izračun datuma in višine pokojnine za tiste pogoje, ki so zanjo najbolj relevantni. To pomeni, avtomatično bo izveden informativni izračun predvidenega datuma in pričakovane višine pokojnine na podlagi podatkov matične evidence, ki jo vodi zavod. To pomeni na podlagi vseh tistih podatkov o obdobjih in o dohodkih, za katere, ki jih ima zavod zbrane v tistem trenutku v svojih evidencah. Če pa bo želela, na primer, oseba vnesti tujo dobo, kakšno drugo obdobje zavarovanja v prihodnosti, če bo želela vnesti recimo osebne okoliščine, število otrok, služenje vojaškega roka in podobno, bo pa to lahko izvedla v naslednjem koraku. To je pa pravzaprav že simulacija informativnega izračuna in sicer tako, da bo z ročnim vnosom podatkov o predvidenem zavarovanju prihodnosti in ocenjenih povprečnih mesečnih osnov ter tudi osebnih okoliščin izvedla simulacijo informativnega izračuna. Zdaj, če primerjamo potek postopka osebnega pa splošnega informativnega kalkulatorja, je dejansko razlika kar precejšnja. V splošnem informativnem kalkulatorju bo seveda najprej morala oseba svoje osebne podatke vnesti. To pomeni, v splošnem osebnem kalkulatorju nimamo podatkov o tem, kdo izvaja izračun in pod kakšnimi pogoji želi izvesti izračun. Oseba bo morala zato vnesti osnovne podatke o datumu rojstva in spolu in potem naprej, tako kot sem pokazala, podatke o zavarovanju, lahko bo vnesla okoliščine, ki lahko vplivajo na znižanje starostne meje oziroma na višino starostne pokojnine. Tule govorimo predvsem o okoliščinah otroci, vojska in zavarovanje pred 18 letom, na višino pokojnine pa seveda ravno tako lahko vplivajo otroci. S tem, da kot vemo, če so uveljavljeni otroci za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ne morejo biti hkrati upoštevani tudi za povečanje odstotka pokojnine. V naslednjem koraku bo potem znova oseba ročno vnesla povprečen mesečni znesek bruto plače oziroma osnove in na podlagi vseh teh podatkov, ki jih bo ročno vnesla, bo izveden informativni izračun pričakovane datuma in pričakovane višine pokojnine. Kot sem že omenila, v osebnem pokojninskem kalkulatorju bo zadeva pravzaprav obrnjena. Na podlagi prijave bo že zavod sam izvedel informativni izračun predvidenega datuma in pričakovane višine pokojnine, nato pa bo oseba
če bo želela, lahko vnesla okoliščine, ki vplivajo na znižanje starostne meje, naprimer tujo zavarovalno dobo, vnesla bo lahko tudi predvideno zavarovanje v prihodnosti in ocenjene povprečne mesečne osnove v prihodnosti in potem na podlagi te simulacije, teh podatkov, ki jih je ročno vnesla, pridobila informativni izračun, kakšna bi pravzaprav bila pokojnina pod pogoji, ki jih je potem ona vnesla. Ampak osnovni izračun bo vedno temeljil na tistih podatkih, s katerimi razpolaga zavod. V osebnem informativnem kalkulatorju, kot sem že omenila, bo imela oseba možnost tudi, če bo opazila kakršnekoli nedoslednosti, diskrepance in to že takrat odreagirati in bo lahko še v času trajanja zavarovanja, ne šele potem tik pred upokojitvijo, podala zahtevo za ureditev podatkov ali kakorkoli. Pa seveda en velik plus, če smem temu tako reči, tega osebnega pokojninskega kalkulatorja je točno ta, da bo oseba lahko, ne glede na to, da morebiti še ni tik pred upokojitvijo, da je manjka še 10-15 let do upokojitve ali pa kakorkoli, lahko pridobila informacijo o pričakovani višini pokojnine zdaj. S tem bi jaz zaključila. Zahvaljujem se, še to, se upravičujem, dostopnost storitve. Obe storitvi bosta predvidoma dostopni, oziroma ne predvidoma, bosta dostopni v drugi polovici junija, definitivno, ker se projekt konča 30. junija, do takrat morata biti v produkciji obe storitvi in to je to. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vas lepo pozdravljam.